Parlamentarne volitve 2022. Za vstop v državni zbor se poteguje tudi Stranka za ljudstvo Slovenije. Program stranke je na torkovi novinarski konferenci v Panorami glampingu v Visolah predstavila Esmeralda Vidmar, ki kandidira v volilnem okraju Žalec 1. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi predsednica stranke Anica Bider. Sicer pa v volilnem okraju Slovenska Bistrica za ljudstvo Slovenije kandidira Bogomir Gajser. Sem Esmeralda Vidmar, prihajam iz Žalca in sem se v to zgodbo političnih sprememb vključila že pred leti, oziroma tam nekje okrog leta 2015, ko sem se v Združenju za naravni razvoj otrok aktivirala glede cepilne tematike. In sicer me je to zelo pritegnilo zaradi tega, ker smo zaznali, da v Sloveniji se neželeni učinki po cepljenju pri otrocih zelo slabo beležijo. Takrat so se začele tudi bolj intenzivno dogajati prve spremembe in to so bile stvari, ki so mene močno posrkale vas, zato ker zdravje otrok je pa zadeva, ker se starši enostavno moramo potegniti za njih, stopiti za njih in biti odgovorni. Zdaj v zadnjih 2 letih se je pa zadeva seveda še močneje zaostrila, s tem, ko so se začele dogajati zadeve, kot so maske na otroških obrazih, testiranja, ki so nas pač združila, aktiviste na ulici, aktiviste z peticijami, ki smo jih pisali množično, naslavljali smo veliko aktivnosti na varuha človekovih pravic, na predsednika republike, na vlado, na poslanke in poslance. Ampak v vseh 2 letih smo dobili bore malo odgovorov, če sploh, kar je bilo pa najbolj značilno za to obdobje pa bilo, da nihče v Sloveniji za nič ni odgovoren, nihče nima odgovorov, nihče ne želi odgovoriti. Pobude iz ulice so se prespravile v to točko, da smo ustanovili stranko na željo ljudi, na željo ljudstva, ki pravi, da nima svojih predstavnikov, da nima nikogar, ki bi se postavil za njih. Naša stranka je zato res drugačna, ker je nastala iz ljudi iz ulice, iz tistih, ki se ne želijo iti politike, pa so ugotovili, da politika kroji njihovo življenje, da nadzira njihovo življenje, da omogoča zdrav razvoj njihovih otrok in so se odločili, da morajo prevzeti odgovornost za to, da bomo vsi še imeli možnost svobode odločanja, svobode izobraževanja, ne nazadnje tudi svobode govora, ki nam jo na vsak način poskušajo kršiti. Verjamem, da vaši gledalci za nas morda še niso slišali druge kot na Facebooku, to pa samo zato, ker nas mediji popolnoma cenzurirajo in nam onemogočajo, da bi se lahko predstavili enakovredno kot parlamentarne stranke. To je tudi ena od stvari, ki jih moramo spremeniti, nujno spremeniti. Medijska zakonodaja, da bomo vsi imeli enake možnosti predstavitve stališč, da bodo ljudje lahko slišali, kaj želimo. Še na kratko o tem, kaj mi želimo. Mi želimo spremeniti temelje, da bodo ti temelji trdni in da bomo po teh temeljih in po pravilih, ki jih bomo mi postavili, ker v Sloveniji ljudstvo do danes še ni postavilo pravil, nismo potrdili ustave, to je ena od teh naših ključnih stvari, ki jo moramo narediti pa najprej. Zato bomo postavili prehodno tehnično vlado, prek katere bomo te osnovne zadeve postavili, da bomo potem lahko rekli, imamo temeljna pravila, zdaj se bomo pa odločili, kako želimo živeti in bomo to udejanjali. V naslednjem koraku je zagotovo nujna sprememba volilne zakonodaje, to se pravi odpoklic poslancev in funkcionarjev in ukinitev poslanske imunitete. V Sloveniji v 30 letih se ne spomnim, da bi katerikoli funkcionar, katerikoli poslanec, poslanka za svoja dejanja odgovarjal. Zato je za nas zelo pomembno, da vpeljemo osebno odgovornost funkcionarjev. To je tisto, kar bo naredilo politiko odgovorno, zrelo, moralno, nesporno in od te točke naprej se bomo lahko pogovarjali tudi o ukinitvi korupcije. Ta ukinitev korupcije se ne bo zgodila z danes na jutri, tega se vsi zavedamo, ampak so koraki, so načini, da to lahko izkoreninimo. Iz korupcijske malhe gre 3,5 milijarde denarja vsako leto. In ta denar bi še kako lahko pomagal k temu, da bi mi vsi boljše živeli, ne pa da si žepe tlačijo eni in isti ljudje 30 let, ki se samo menjajo pri koritu. Zato je vse narejeno na to, da ti ljudje lahko obvladujejo državo in nas nadzorujejo. In to je še ena od točk, ki jih mi želimo spremeniti.
Ne morajo politiki, to se pravi peščica njih, nadzorovati 2 milijona ljudi, ampak obratno. Mi, ljudstvo, moramo imeti to moč, da nadzorujemo politiko, da vemo, kaj se dogaja in da ne bomo nikoli več prišli do točke, da nihče tam, ki je na poziciji moči, ne odgovarja za nič. To so te ključne stvari, ki jih nujno potrebujemo. Zato, da bomo vse to dosegli, je potreben tudi zakon o lustraciji, ki ga bomo seveda speljali v čim prejšnjem roku, zato da se bodo stvari postavile na pravo mesto. Dotaknila bi se še rada ene stvari, ki je bila pač moja izhodiščna tematika, kako sem jaz vstopila v to polje politike, in sicer cepilne represije. Vi veste, da farmakomafija in farmakolombiji so vse močnejši. Z tega naslova so v zadnjih 2 letih naredili zelo veliko za pritisk na ljudstvo in vemo, da Svetovna zdravstvena organizacija pripravlja novo pandemijsko pogodbo. Ta pandemijska pogodba je izjemno pomembna za naše življenje in mi želimo, da se ljudstvo odloči o tem, ali bomo še del te zgodbe ali ne. Iskreno si želimo, da dobijo resne, realne podatke, kaj bi nam prinesla. In sicer želijo vzpostaviti nov svetovni red, govorijo o enem zdravju, ki bi ga oni predočili ljudem. Prek QR kod, prek digitalnih certifikatov bi nadzorovali popolnoma vse. Ne samo vaš cepilni status, vašo zdravstveno izkaznico, ampak vsak vaš korak, vsak dvig na bankomatu, vsak obisk kozmetičnega salona, vsak obisk kina, karkoli bi se jim zaželeli. Zakaj je zdravje lahko taka skrita kartica, skriti adut nadzora? Zato, ker vsi vemo, koliko nam zdravje pomeni. Vedno smo rekli, da je zdravje največja vrednota, vse dokler ni izgubljena. In ker so to prepoznali kot psihološki trigger, kot psihološki trik, ki lahko potegne ljudi, so to izbrali tudi vzvod moči nekaj odločevalcev na svetu, nekaj najbogatejših ljudi, družin, ki bi rade obvladovale ves svet. In da se to že res dogaja, da to ni nobena teorija zarote, je zadeva zelo evidentna. Lahko pogledate pogodbo Deutsche Telekoma s Svetovno zdravstveno organizacijo. Ta pogodba jasno nakazuje, da je predsednik oziroma direktor Svetovne zdravstvene organizacije že sklenil pogodbo za izdelavo tega sistema, brez da bi vprašal katerokoli od članic, ker ima vso moč, da lahko počne in razpolaga z našimi podatki. In to moramo ustaviti, zato ker govorimo o nadzoru, ki bo resno posegel v našo svobodo, v naša življenja in to brez, da bi kdorkoli od nas, kadarkoli to privolil. In mislimo, da mora ljudstvo Slovenije se res zavedati svoje moči in 24. aprila, torej v nedeljo, se odločiti za nas, za našo prihodnost. Ne zato, da nam vlada nek tretji tuji gospodar, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, ker naši podaniki to dovolijo, ampak zato, ker želimo našim otrokom dati svobodno prihodnost, ker našim otrokom želimo dati lepo otroštvo, brez mask, brez testiranj, brez strahu, kaj bo jutri zjutraj, ko gremo v šolo. Resno se moramo vprašati, kaj je naša odgovornost v nedeljo. To ni samo, da greš in narediš nekaj, kar si naredil že neštetokrat. Einstein je rekel, če delamo vse tako, kot smo delali vedno na enak način, ne moramo pričakovati drugačnega rezultata. Mediji na isti način lansirajo Odrešenika. Spet imamo novo zgodbo Odrešenika, ki je trenutno bojda da bolan, če verjamemo. In zmeraj nam poskušajo oni predložiti, kdo bo prevzel odgovornost za nas. Nihče je ne bo. Vsak od vas jo bo prevzel v nedeljo. Če se bo odločil za prihodnost vseh nas, če se bo odločil za ljudi iz ulice, ki so enostavno in samo preprosti ljudje, vaši sosedje, prijatelji, ki si želijo, da živimo v svobodni državi, da želimo tako, kot bomo mi postavili ta pravila, ne pa kot nam jih postavljajo drugi, da bomo končno mi prevzeli nadzor nad politiko, nad njihovimi dejanji in da bomo končno lahko rekli, da sami krojimo svoja življenja, ne pa da nam jih krojijo drugi. Zato, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, v nedeljo je lahko velik dan, v nedeljo je lahko velik praznik, praznik ljudstva. Mi vam obljubljamo samo to, da bomo naredili vse za to, da mi, ljudstvo Slovenije, postavimo pravila, po katerih bomo živeli skupaj, po katerih si bomo ustvarjali lepši in boljši svet. In če tega mandata ne bomo dobili, če tega ne moramo udejanjiti, bomo še naprej vztrajali na ulicah, tako kot smo 2 leti. Še naprej se bomo borili za temeljne človekove pravice, za spoštovanje njih. Ampak na vas je, da se odločite za ljudstvo Slovenije. Vse kandidatke in kandidati Stranke za ljudstvo Slovenije smo podpisali zavezo ljudstvu.
S to zavezo ljudstvu gremo v parlament po postavitev novih trdnih temeljev, povrnitev moči ljudstvu, spremembo ustave, ki jo bo ljudstvo potrdilo na referendumu. S postavitvijo vsega tega želimo ljudstvu pokazati, da mislimo resno, odgovorno, srčno za njih. Vkolikor nam to ne bo uspelo, vkolikor ne bomo mogli vzpostaviti koalicije za postavitev teh novih trdnih temeljev, bomo mandate vrnili. Zakaj? Ker hočemo pokazati, da ne bomo sodelovali v spregi tega, kar živimo 30 let, da se ne gremo političnih igric, ki jih igra opozicija že 30 let, ampak želimo ljudstvu to svojo obljubo trdno, neomajno držati. Parlamentarne volitve 2022.